Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji. Začnimo teden z Lili Sorum. Danes se bomo pogovarjali o juniju. Smo v letu pod vplivom števila 6, junij je mesec pod vplivom števila 6, 6.6.2022 bo tako dan pod vplivom 666, zato bo temu namenjena prav posebna oddaja, v katero vabljeni 6.6. Kaj nam prinaša tale 6. mesec? Čustva, romantika, ljubezen, dom, družina, ženstvena energija, plodnost. Vse to povezujemo z energijo števila 6. Kako lepo zveni, a ne? Ampak letošnje leto za marsikoga ni tako zelo čudovito in z rožicami poslano, kot bi si človek mislil ob teh besedah. Leto 2022 kot leto pod vplivom števila 6 seveda prinaša svoje izzive ljubezni do sebe. Zdrave ljubezni do sebe. Kako pa jih predelamo? Običajno ne z neznanci, običajno ne v abstraktnih situacijah, ampak ravno v odnosu z najbližnjimi. V odnosu, ki ga gojimo sami do sebe. Ker je 22 mojstrsko število, govorimo o mojstrskem letu, tudi to zveni tako imenitno, pa vendarle, ali je? Koliko izzivov prinaša energija mojstrstva s seboj? Ali v resnici poznamo koga, ki se je rodil, postal mojster, brez izzivov, brez razočaranj, brez bolečine, brez izgub? Ne, a ne? Običajno je življenje tisto, ki nam postreže s težjimi izzivi, kadar se nahajamo v letu mojstrstva, kadarkoli smo v obdobju mojstrstva in vsem tistim, ki imajo v svojih osebnih izračunih energijo mojstrstva. Kajti preko teh izkušenj se naučimo, rastemo, zorimo. Je že res, da pravi numerologija, da smo že v preteklih življenjih veliko naredili, dobrega, malo manj dobrega. Tukaj smo pa sedaj vsi pravzaprav zato, da se učimo. Ne glede na to, kdo smo bili v prejšnjih življenjih, ne glede na to, ali imamo sama mojstrsko osebna števila in smo že zelo razvita in zrela duša, ali smo, jaz temu se včasih pošalim pa rečem, ali smo mlada duša, ki je še malo podobna kozličku in je posledično zaletava. Pustimo to zdaj ob strani. Letošnje leto je posebno, junij bo pa še bolj. Torej, zdrava ljubezen do sebe ne postavlja nas na prvo mesto. Velikokrat rečemo, tokrat sem bil razočarana, zdaj pa prvo jaz, pa potem nihče drug. Tudi to ni zdrava ljubezen do sebe. Ključ zdrave ljubezni do sebe je pravzaprav uravnovešanje. Enakovredni smo si. Jaz nisem več kot vi, vi niste več kot jaz. In če si zdaj prikličete v misli število 8, tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot materialno je pomembno, tako ljubezen kot tudi strah. In ko uravnovesimo ti dve energiji, ki si se morda zdita zelo nasprotujoči si, tako dan kot jutro, se število 8 prekucne in postane znak za infinity, torej postane znak za neskončnost in ta energija se potem pretaka. Tako ljubezen kot strah, tako zgoraj, tako spodaj, tako noč, tako dan, tako duhovno kot materialno, tako drugi kot mi. Zato včasih ravno ta znak, ravno ta simbolika lahko zelo pomaga pri občutkih manj vrednosti. Če vidite, da tako z radostjo dajete za druge, za sebe pa težje sprejemate. Ali obratno, tudi to obstaja. Morda veliko lažje zase sprejmemo in si zase nečesa želimo, kot dajemo. Tukaj ne govorimo o obsojanju in presojanju. Tukaj govorimo izključno o uravnovešanju. To je ena taka zadeva, taka afirmacija, taka vaja, meditacija, obred, kakorkoli bi temu rekli, ki nam lahko zelo pomaga ne samo junija, ampak vedno v življenju. Tako kot dajem za druge, sprejemam dobro zase. Dajem dobro za druge, sprejemam dobro zase. Dajem ljubezen za druge, sprejemam ljubezen za sebe. Tako kot obdaja druge svetloba, naj obdaja mene svetloba. Naj se enostavno energija uravnovesi. To je ključ. Torej, kaj nam torej prinaša junij? Veliko neuravnovešenosti, seveda. Kako pa bi sicer lahko uravnovešali? Torej, predvidevati je, da bodo osebe, ki so nam ljube, ki so nam drage, ki so nam blizu, ki jih zelo cenimo, ki jih imamo mi zelo radi, da nam prinašajo izzive. Predvidevati je, da bodo prehajale naše meje. Predvidevati je, da mogoče ne bodo upoštevali nas. Predvidevati je, da bodo tudi te osebe seveda delale na lastnih izzivih, ljubezni do sebe. In verjamem, da vsi se imamo še marsičesa za naučiti, sicer bi sedeli na oblaku, špilali bi harfo, vse bi bilo tako lepo, pa dolgočasno. Torej, ne se ustrašiti junija, junij bo mnogo bolj čustven, bo intenziven, prinaša pa nam velika darila, če bomo znali biti ljubeči do sebe
in do drugih. Torej, naj vas ta osmica in to na začetku spremlja tekom celotnega junija, ko boste imeli občutek, da je nekdo do vas nesramen, nekorekten, neresničen, neljubeč, nespoštljiv, karkoli. Se spomnite tega, da se še vsi učimo. Torej, tudi če preveč popuščamo, pravzaprav ne delamo usluge. Otroček, ki mu popustimo pri blagajni, ko se meče po tleh in želi čokoladko, kaj bo naredil naslednjič? Še bolj se bo metal po tleh. Kaj pa če drugega, če se je naučil, da to deluje in je dobil na koncu nagrado, čokoladko? Vsi v življenju, kdaj smo bili v situacijah, kjer smo se mi, v simboličnem pomenu, metali po tleh, pa je druga oseba popustila in smo si tega zelo dobro zapomnili. In obratno, mnogokrat smo tudi mi popustili, oprostili, nazaj sprejeli osebo, ki se pa morda niso naučile te lekcije. Vse to je sestavni del življenja, odnosov, ljubezni. Ljubezen sama po sebi ne boli. Razočaranja, izdaje, vse to, kar mi pričakujemo, pa ne od ljubezni, ampak od odnosa z drugo osebo, zaboli. Nekoga imamo lahko zelo radi, pa ga nikoli v življenju ne vidimo. Kar Prešerna vprašajte. On je Primčemo Julijo videl samo oddaleč enkrat in se je tako zelo zaljubil vanjo. Torej, sama ljubezen ni tista, ki boli, ni tista, ki prizadene. Verjamem pa, da marsikdo se je že kdaj tako zelo opekel, da je zdaj raje kar sam. Ali pa zelo težko pusti blizu, se zelo težko odpre, zelo težko preda v odnosih. Vse to je rdeča nit letošnjega leta. Vsa ta trenja, nihanja, izziva prejšnjih 2 let, 2020 in 2021, so odpirala vrata točno temu. Jaz 2022 nisem označila kot leto ločitev in razhajanja, ampak razkrivanja, podobno leto 2021. Kar se mojih izkušenj tiče v delu z vami, v svetovanju z vami, ogromno naročil analiz odnosov imam, ogromno razhajanje pravzaprav letos. Ni vedno rešitev razhod. Včasih je potrebno drugi osebi dati samo drugo mesto v našem življenju. Torej, če imamo prijatelja, soseda, sodelavca, ki nekako ne dosega naša pričakovanja, se ne ravna, ne obnaša, ne zadovoljuje naših pričakovanj, nas to lahko seveda zelo boli, lahko jezi, je lahko zelo utrujajoče. Vedno pa imate izbiro. Ali boste tej osebi še vedno dopuščali in dodeljevali moč in mesto, ki jo ima, ali boste to definicijo pri sebi spremenili. Če govorimo o prijateljstvu, o osebi, ki nam zelo veliko pomeni, in s to osebo smo se morda zelo veliko družili, nam je zelo pomagala, mi smo tej osebi zelo veliko pomagali, vse smo si zaupali, pa denimo, da ta oseba je zdaj prišla do nekega trenutka v življenju, ko pa mi nismo več tako zelo pomembni, nam ne pomaga več tako zelo, nismo več deležni te pozornosti in tako naprej. Tudi to se v življenju včasih zgodi. Vi ste tisti, oziroma mi smo tisti, ki moramo tej osebi dati drugačen pomen. Se pravi, več ni tako zelo ključna v našem življenju. In ko ni več tako zelo ključna v našem življenju, tudi ne boli več, če ni več tako zelo fizično prisotna, čustveno, psihično prisotna v našem življenju. Razumete, kaj hočem povedati? Vi ste tisti, ki dajete moč, mesto, definicijo, namen vsaki osebi v vašem življenju, vsaki situaciji v vašem življenju, vsakemu problemu v vašem življenju in vsaki dobri stvari v vašem življenju. Kajti človečki smo resnično zelo zanimivi. Včasih se nam lahko zgodi nekaj fantastičnega, pa najdemo 1000 razlogov, zakaj bi to lahko šlo narobe, zakaj to ni tako zelo dobro. Lahko se nam dogaja ogromno slabega v življenju, pa bomo našli eno bilkico upanja, pozitive, radosti in veselja. Različni smo si, obdobja v življenju so si različna, odnosi, situacije, izzivi so si različni. Junija pa bo vse nekako prišlo kar na pladnju, torej veliko vsega bo. Kar je pomembno je to, da ste vi do sebe iskreni, vi do sebe in do drugih potrpežljivi, odprti, čuječi in prisotni v trenutku. Torej ne padati nazaj v preteklost, ne očitati stvari izpred parih let, ne sebi, ne drugim. Ne preveč riniti v prihodnost, kaj šele bo čez 10 let, kaj pa vemo. A si je kdo 2019 mislil, kaj vse nas čaka v naslednjih 2 letih? Ne, dvomim. Torej ne vemo, kaj prihodnost prinaša, vemo pa, da imamo ta trenutek tukaj in sedaj. In ta trenutek tukaj in sedaj
je odnos, ki je najbolj pomemben in edini, ki pravzaprav je z vami od trenutka rojstva do trenutka smrti, odnos, ki ga negujete s seboj. Letošnje leto bo to vedno znova postavljalo v ospredje. Kaj je tisto, kar vi menite, da si zaslužite? Kaj je tisto, kar vi menite, da potrebujete v partnerskem odnosu? Da potrebujete v prijateljskem odnosu, poslovnem odnosu, v odnosu sosedi ne nazadnje. Če imamo soseda ali sosedo, ki nam pije živce vsako jutro, ko se zbudimo, je že tam nek ropot in tako naprej, je seveda naš dom povsem drugačen, kot če imamo sosede, s katerimi se super razumemo, jih z veseljem pozdravimo, se srečujemo, morda celo družimo. Ali pa morda želimo živeti sami sredi gozda, puščave, jase. Torej, pomembno je, da vi veste, kaj je tisto, kar vi potrebujete, kaj je tisto, kar vas osrečuje, kaj je tisto, kar vam daje krila, ker to zagotovo ni Red Bull. In kaj je tisto, kar vas črpa, kaj je tisto, kar je za vas nesprejemljivo. Kajti te meje, čeprav se morda stereotipno zdijo zelo jasne, niso. Pravzaprav niso. Veliko žensk, kljub temu, da je nasilje prisotno v odnosu, še vedno vztraja v odnosu, čeprav v teoriji meni, če bi mene moj tep bi šla. Ne samo ženske, tudi moški. Vidimo, kaj vse se je dogajalo Johnny Deppu. Torej, živemu človeku se marsikaj lahko zgodi, v letošnjem letu pa je pomembno, da v vsemu temu marsikaj, kar se dogaja, mi vemo, kje in kdaj potegniti mejo. Jaz verjamem, da ko poslušamo o drugih ljudeh, si lahko mislimo, moj Bog, pa saj človek razume, da se to zgodi, ampak ta oseba bi mogla že zdavni iti in hitro pademo v energijo, da rečemo, jaz bi že zdavni ta odnos, to sodelovanje, karkoli to že je, prekinil. Pa ni nujno. Ne sodimo, če nismo v čevljih druge osebe. Pravzaprav smo tukaj zato, da razvijamo sebe. Zato znova, uporabite vse te dogodke junija, zato da sebe sprašujete, kaj je tisto, kar vi ljubite. Kaj je tisto, česar si vi želite? Kdo pravzaprav ste vi? In opazujte sebe, na kakšen način imate sebe radi, kadar ste nase jezni, kadar ste razočarani, kadar vas je strah, kadar ste utrujeni, kadar ste tečni, kadar imate polno glavo vsega. Kako se takrat do sebe obnašate? Kako takrat do sebe komunicirate? Se usedete, si vzamete čas, si vzamete pauzo, zadihate, popijete kozarec vode. Kaj naredite takrat, ko je vsega preveč? Kaj naredite takrat, ko ste resnično pod stresom? Kaj bi storili, če bi bil to majhen otroček? Ali bi na njem zarjoveli, ali bi ga objeli, ali bi ga prisilili, da gre spat, ali bi se z otročkom usedli in pomenili. Pa še marsikater drug scenarij je tudi na voljo. Kaj bi storili? Kaj bi bilo tisto, kar bi bilo najbolj ljubeče, da bi storili? Torej, vprašanje, ki naj si ga postavljamo mi vsi v mesecu juniju je, kaj bi zdrava ljubezen storila? Včasih si preprosto ne moremo pomagati pri navalu čustev. Vsi smo kdaj jezni, vsi smo kdaj preplašeni, vsi smo kdaj morda tudi maščevalni, morda tudi ljubosumni, morda tudi naravnost morilsko nastrojeni. Vse to so človeška čustva, ki se sigurno tekom življenja prebudijo v vsakem izmed nas. Kaj s temi čustvi, s temi vzgibi naredimo, pa kaže na našo čustveno, duhovno in drugačno zrelostjo. Kako zelo ste ali niste zreli, pa se ne more pokazati, razen če nam življenje postreže s čustveno intenzivnimi situacijami. Pričelo se je 2020, nadaljevalo 2021, na drugačen način pa te stvari zdaj dobivajo epilog v mojstrskem letu 2022. V začetku leta smo posneli kar nekaj oddaj na to temo, se pravi, če vas zanima, v katerem osebnem numerološkem letu ste, katere izzive prinaša, katere nagrade prinaša, mislim, da so bile kar 3 oddaje posnete, pojdite na moj YouTube kanal pa si jih poglejte, svojega rojstnega datuma boste izračunali, katera področja bodo za vas še posebej na udaru. Mi pa bomo zdaj sešteli naš rojstni datum in pogledali, kaj bo junija za vas na tapeti. Torej, verjamem, da to pa zdaj že znamo. Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, formula je tudi zdaj leži na zaslonu. Torej, toliko časa, lahko si pomagate s prsti ali z mobitelom, seštevate, da dobite eno samo številko. Enkice. Znate biti zelo samostojne. Znate biti zelo samozavestne. Znate biti zelo neodvisne. Znate biti sami proti svetu, če je treba. Znate biti včasih tudi nekoliko zaletave. Zdaj pa mene zanima, ali znate biti ranljive? Ali se znate odpreti takrat, ko vas je strah in sprejeti pomoč, sprejeti nasvet? Ali se znate preprosto ustaviti, si spočiti, si vzeti čas za sebe, ali imate takoj občutke krivde, da bi mogli pa še to, pa še uno, pa niste dovolj hitri, pa niste dovolj učinkoviti, pa niste dovolj
Kateri del vas vam junija sporoča, da niste dovolj? Po čigavih merilih? Vaših? Ali po merilih vaših staršev, družbe, po merilih ega, po merilih strahu? Po čigavih merilih pravzaprav niste dovolj? In, če smem dodati, morda niste dovolj v tem trenutku. Ko se rodimo, tudi še nismo dovolj stari, da bi vozili avto. In tako naprej. Morda gre samo za dano situacijo, dan odnos, dan trenutek, ne celotno življenje. Torej, če se zgodi nekaj, kar vam ni všeč, če vam nekaj spodleti, ne tega enačiti z vami kot z osebo, z vami kot s celoto, ampak dajte temu mesto, ki mu pritiče. Gre za situacijo, gre za nek projekt, gre za neko nalogo, gre za nekaj, kar ste si zadali, pa niste izvedli tako zelo dobro, kot ste menili, da bi lahko. Predvsem pa čim bolj umirjeno v mesec junij. Tako kot zdaj jaz umirjeno govorim, dajte v 1-2 prestavi nižje. Število življenjske poti 2. Pred vami je mesec, v katerem po eni strani se bo od vas pričakovalo, da se postavite za sebe, tako kot celotno letošnje leto. Po drugi strani pa tudi, da upoštevate ljudi, ki si želijo postaviti za sebe, pa si morda ne upajo. Zelo ste senzibilni, zelo ste razumevajoči, zelo ste potrpežljivi, čudovit sogovornik ste. Še vedno pa na drugi strani lahko obstaja oseba, ki se bori s podobnimi izzivi ali še hujšimi. Velikokrat tiste osebe, ki so sramežljive, ki so zadržane, ki so zelo potrpežljive, morda ne zaznajo, da na drugi strani je še nekdo tak, kajti večina ljudi v njihovi okolici se jim zdi bolj samozavestna od njih. Če se v tem opisu prepoznate, potem samo umirjeno naprej svojo lastno energijo. Ste oseba, ki zna zelo dobro prepoznati drugo plat zgodbe, zato verjamem, da boste v komunikaciji z osebo, ki je v stiski, znali odreagirati pravilno. Je pa zelo pomembno, da v mesecu juniju prisluhnete tudi svoji drugi plati zgodbe. Torej, če bi za katerikoli odnos, situacijo, razočaranje, izgubo in tako naprej pogledali na svojo drugo plat. Lahko ste bili zelo prizadeti, lahko ste bili celo izigrani, morda ste bili izdani. Kakšna je vaša druga plat zgodbe? Kakšna bi bila lahko zelo druga plat zgodbe, če se to ne bi zgodilo in bi se odnos, situacija, navada nadaljevala? Torej, kaj pa, če naj bo vprašanje meseca junija in dajte si duška pri odgovorih. Na koncu dneva boste ugotovili, tako kot mi vedno vsi ugotovimo, da življenje ve, kaj dela, mi pa velikokrat ne najbolje. Torej, kaj pa, če, drage dvojkice? Število življenjske poti 3. Pred vami je mesec ustvarjalnosti, pred vami je mesec romantike, čustvenosti, tudi morda malo večje ranljivosti. Lahko bi se zgodilo, da boste naprično zaljubljeni, lahko bi se zgodilo, da se boste na novo na nek način zaljubili vase. Torej, v mesecu juniju se obnašajte do sebe, kot bi bili vi svoj največji oboževalec. Dajte si kakšen kompliment, privoščite si nekaj lepega, razvajajte se, vzemite si čas za sebe in predvsem uživajte v vsakem trenutku. Če pride kakšen dan, da boste imeli občutek, da ste preobremenjeni, preobčutljivi, preveč bo vsega, si pač ta dan dajte. Včasih smo pa pač cmeravi, pa kaj, to ni konec sveta. Včasih smo preobremenjeni, včasih smo tečkani, včasih smo zaspančkani, tako kot dojenček. In tako kot dojenčku tega ne zamerimo, je prav, da tudi vi sami sebi tega ne zamerite. Če pa govorimo o nekem takem dogodku, ki bi v vas dramil kakšen zelo dramatičen odziv, če se boste ujeli, da ste naredili dramo oziroma slona iz muhe, se dajte drug dan umiriti, razmisliti, mogoče opravičiti, mogoče pogovoriti, enostavno uravnovesiti te energije. Tako kot smo govorili na začetku oddaje, vse v življenju pravzaprav stremi k harmoniji in včasih je potrebno samo uravnovesiti. Število življenjske poti 4. V juniju bi se sicer lahko sprožili določeni strahci, dvomi, mogoče tudi obrambni mehanizmi, ki bodo rekli, bolje je, da si sam. Vidiš, kaj vse se drugim ljudem takole lahko zgodi? Ne prevzemajte energije strahu drugih in ne hranite energije strahu sebe. Če tudi imate za seboj morda nekaj slabih izkušenj, če tudi morda niste najbolj čustveno labilna oseba, kajti vi imate noge na tleh, znate biti zelo realni, zelo praktični,
Si dajte v mesecu juniju priložnost, ne samo doživeti, ampak občutiti. Občutiti morda tudi tisto, kar vi dojemate kot nesprejemljivo. Občutiti morda tudi tisto, kar vi dojemate kot prepovedano. Pazite, kaj sem rekla. Občutiti, ne doživeti. Torej pomeni, da boste skočili čez plot, to pomeni, da boste razmislili, kaj vi menite o temu pojmu skoka čez plot. Torej, kaj je vaše občutenje, kje so vaše meje in zakaj so tako postavljene. Namreč, ste tip človeka, ki je postavil meje v zelo ranem otroštvu, določene meje mogoče potrebujejo malo prilagodljivosti. Primer, ki sem ga dala, absolutno ne, ampak sigurno pa kaj drugega. Število življenjske poti 5. Pred vami je mesec nihanja čustev, pred vami je mesec, ko pa vseeno, kljub potrebi po svobodi, si boste po vsej verjetnosti želeli tudi pripadanja. Koliko svobode v tem pripadanju potrebujete in na kakšen način, pa seveda odvisno od vsakega posameznika. Ne samo tistih, ki imate število 5 v številu življenjske poti, ampak vseh nas. Torej, kje in kako vi postavljate meje vaše svobode? Ko govorimo o partnerstvu, ko govorimo o prijateljstvu, ko govorimo o poslovnih odnosih, nekateri ljudje uživajo v rutini in jo potrebujejo. Jim zelo ustreza, da pridejo ob 7 zjutraj v službo in ob 3 popoldne grejo. Nekateri ljudje ne morejo. Nekateri ljudje veliko bolj uživajo v tem, da so spontani, da imajo gibljiv delavnik, da morda delajo na terenu in tako naprej. Kakšna oseba ste vi? Se pravi, junija vas bo življenje spraševalo, kakšno svobodo v vseh odnosih potrebujete in pravzaprav kakšno svobodo dajete vi sami sebi v odnosu sami s seboj. Včasih si preprosto niti ne drznemo povedati, da pač ta služba nam ni okej, ta odnos nam ni okej, to prijateljstvo nam ni okej, ampak se trudimo prilagoditi. In petke ste v prilagajanju in spremembah in takih stvarih fantastične, zato včasih resnično tudi vi predolgo časa čakate, predolgo časa potrpite, preden postavite mejo, torej junija postavljati mejo. To velja pa tudi za število življenjske poti 6. Torej, drage šestice, junij bo vaš mesec, tako in drugače. Junij bo mesec, v katerem pa resnično bo življenje postreglo z mejami. Morda boste zato imeli občutek, da ste omejeni, da nimate kaj narediti, da so vam bile meje vsiljene, da nimate izbire. Pravzaprav vam življenje želi pokazati, da veliko več izbire imate, kot si morda mislite ali kot se morda na prvi pogled zdi. Torej, junij je mesec, v katerem negujte svojo ženstvenost, negujte sebe. 6.6. sem že prej povedala, bo oddaja namenjena točno tej energiji, prisluhnite ji, vas prežima energija števila 6, zato bodo vsi ti nasveti vam prišli prav tekom celotnega življenja. Junija pa torej krepite to energijo. To ni nič slabega, da ste ženstveni, da sprejemate, da ste včasih ranljivi, da ste romantični, da vam veliko pomeni družina, da vam veliko pomeni dom. Torej, če imate ob sebi osebe, ki to kritizirajo, pa je morda čas, ne da spremenite sebe, ampak da spremenite okolico. In kako jo lahko spremenite? Torej, junij vam bo postregel z veliko možnostmi sreče in ljubezni, če boste le vedeli, kje jih iskati. Število življenjske poti 7. Tudi pred vami je mesec, ki bo nekako usmeril energijo misli in, bom rekla, učenja v vašo notranjost, v vas kot vas. Ste malo nagnjeni k perfekcionizmu, to velikokrat poudarjam v mojih oddajah. Kako sami sebe ljubite, kadar nekaj zelo zaštrikate in se greste zelo na živce, ste zelo jezni nase in se vam zdi, da to bi pa že zdavnaj mogli znati, pa to bi že zdavnaj mogli narediti boljše, ali pa mogoče ste že naredili boljše, pa kako vam je to zdaj spet uspelo zafrkati za Boga. Kadar ste v energiji prestrogega kritika, kadar ste v energiji nekoga, ki resnično ne samo analizira, ampak tudi ne išče samo igle v senu, ampak zametek igle v senu, kako takrat sebe ustaviti, kako staviti to mašino v vašem umu, da bo bolj ljubeča, da bo izhajala iz neke energije spodbude, iz neke energije motivacije, da to ne bo kritika, tega še vedno ne znaš, ampak da bo to vprašanje, kako lahko to narediš drugače, kako lahko to narediš bolje, kako bi spodbujali otroka, ki še ne zna voziti kolo, tako da mu boste povedali, da je neroden, ali tako da mu boste povedali, a padel si, to pa res ni nič kaj takega, vsi smo padali, poberi se, poskusi znova. In to pravzaprav velja za celo življenje in ni važno, a govorimo o poslovnem projektu, osebnih odnosih ali o vožnji kolesa. Torej, kje v življenju rabite vi sami sebi povedati, aha, ni šlo, nič hudega, poberi se in poskusi znova.
Število življenjske poti 8. No, mesec junij smo povedali, da je ploden mesec, da nas obdaja plodna energija, torej, ne bom rekla s plodnostjo na planu, ker to zveni malo nenavadno. Kje si želite več produktivnosti? Kje si želite več možnosti izbire? Rekli smo, šestica spominja na košarico. V prejšnji oddaji sem zelo lepo ponazorila, kako zelo mi izbiramo, kaj v to košarico polagamo. Torej, kakšne so vaše izbire? Ali so morda preveč osredotočene samo na eno področje življenja? Ali so morda preveč osredotočene na druge osebe? Morda preveč osredotočene tudi samo na vas? Torej, kako lahko uravnovešate energijo sprejemanja in darovanja? Vse to, kar smo v pričetku oddaje že omenili. Drage osmice, obdaja vas energija ustvarjanja, obdaja vas energija zametka. Torej, česa si želite v naslednje pol leta, temu namenjajte energijo, temu namenjajte pozornost in ljubezen. Ne izhajati iz strahu, ne izhajati iz dvomov in absolutno ne izhajati iz tega, da to bi se pa že zdavnaj moglo zgoditi. Ker ste že toliko stari, pa ste že toliko krat probali, pa to bi mogli iti hitrejše. Ni nujno. Določene stvari resnično potrebujejo svoj čas, določeno pa si svoj čas vzamejo. Torej, če odvzamete časovni element, dodajajte samo to, česar si želite v tem mesecu. Vem, da zveni klišejsko, ampak junija bo to za vas še posebej pomembno. In še število življenjske poti 9, tudi pred vami je zanimiv mesec, zelo, zelo čustven mesec, ko bi se lahko pojavljale osebe iz preteklosti, priložnosti iz preteklosti, vi iz preteklosti. Torej, stvari, ki so že bile pozdravljene, predelane, ki ste menili, da ste jih preboleli, se jih naučili, se ni nujno povezano samo s slabim, lahko tudi z dobrim. Marsikaj iz preteklosti bi se lahko znova pojavilo v obliki spominov, nostalgije, hrepenenja, pogrešanj, želj, občutka romantike, zasanjenosti, kar pomeni, drage moje devetke, da boste mogoče junija malo odbluzile, se boste težje učile, koncentrirale, odločale in tudi v temu je nek določen čar. Torej, česa se vi v življenju učite? Kaj je tisto, kar pa dajete posledično? Torej, kaj boste za sebe izbirali junija? Katere sadove življenja? Predvsem pa, čemu boste dali še eno priložnost in še pomembneje? Drage devetke, kaj boste poskusile znova, ampak tokrat na drugačen način. Velikokrat samo čas še ni bil ta prav, velikokrat mi še nismo znali na ta prav način. Torej, kaj je tisto, kar se bo junija pojavilo znova in vas predramilo, da bi tudi vi poskusili znova. Me prav zanima. Torej, to je bil pregled od 1 do 9. Junij bo tudi sicer močan mesec za vse nas. Število 6 je močno število, letos na nas vpliva s posebno močjo, je pa dobro število. Načeloma nas uči krepitve ljubezni do sebe, osredotočenost na vse tisto, kar je za nas dom. Za mnoge je to dejansko njihova družina, njihovi starši, njihovi otroci, partner, sorodniki. Nekateri najdejo družino na drugem koncu sveta, nekateri najdejo dom v drugih stvarih, morda tudi v poslu. Ljudje smo si različni in to raznolikost je potrebno spoštovati. Če je nekaj vam dom, za drugo osebo to morda ni. Če nekaj vam predstavlja varnost, drugi osebi morda ne. Prepoznavanje enega in drugega, učenje enega in drugega je še kako zelo pomembno in dragoceno in junija bo več kot dovolj priložnosti ravno za to. Junij, kjer je nekoliko bolj čustven mesec, v že tako čustvenem letu, se nam lahko vsem zgodi, da bomo malo odbluzili. Vsem se nam lahko zgodi, da se bomo težje koncentrirali, težje odločali, težje bomo z nogami na tleh. In s tem ni nič narobe. Če vas bo strah, se objemite, kot bi objeli majhnega otroka. Predvsem pa je zelo pomembno, da si dovolite priznati, da vas je strah. Da si dovolite priznati, da ne veste. In veste kaj? Nihče izmed nas v resnici ne ve, kaj se bo zgodilo. Nimamo še tiste kristalne krogle, ki bi rekla, hop, točno tako pa bo. Torej, ne iščimo odgovore zunaj nas, ampak v nas in z ljubeznijo. Ne s strahom. Ne se spraševati, kaj vse gre še lahko narobe. Ne se spraševati, kaj vse boste še zamočili. Ne se spraševati, kaj vam bo hudega še nekdo drug naredil. Kaj vse se bo še zgrnilo. Kajti po zadnjih letih jaz verjamem, da marsikdo tako razmišlja. Veliko neljubih dogodkov imamo za seboj, veliko negotovosti imamo za seboj. Ampak, a veste, negotovost je lahko čarobna. Lahko je pravlična. Kaj pa, če gremo v mnogo boljše čase? In bom ponovila. Imate sebe in imate dani trenutek. Ne dovolite preteklosti in prihodnosti, da vam uniči to, kar je najbolj dragoceno. Vas
in dani trenutek. Čudovit junij vam želim. Želim vam veliko trenutkov, v katerih boste znali prepoznati, kako zelo edinstveni in neponovljivi ste. Pa.